če gremo nazaj na to, kar smo se glihkar pogovarjali, do singularnosti. Ne? Kako gledaš na to tehnološko singularnost? Ne? Zdaj, tehnologija, ne, pa duhovnost sta dve precej različni zgodbi. Ne, in ljudje smo fascinirani s tehnologijo. Ne. Se upravičujem. Sam na nek način sta tudi ista stvar. Ne? Ker prej sva rekla, vse je skupek vsega. Ne? Vse ima svoj namen. Ne? Vse izhaja iz istega izvira. Ne? Tehnologija, tako bom rekel, ne? Tisto, kar povzroča neumnosti na tem svetu, so ambicije. Sliši se zelo čudno. Ne? Jaz sem tudi prvič, ko sem to slišal od enega modreca, kako ambicije, to je pa nekaj pozitivnega. Ne, prav, da samo tisti človek, ne, ki je nesiguren vase, ne, je ambiciozen. Ne? Če si ti miren v sebi, ne, potem ne rabiš nobene spremembe, nobenih novih tehnološkega napredka, takšnega in drugačnega, mobitelov in 5G in 10G in tako naprej. Ne. Preprosta zgodbica. Ne. Ribič ob reki, ne, pač uživa, lovi ribe, ne, in pride prijatelj iz mladosti, ne, v kravati, rekelcu, pa ja, kaj pa ti tle delaš? Ja, vidiš, ribe lovim, ne. Zakaj pa nisi bolj aktiven, ne? Zakaj pa, ne? Poglej mene, ne? Jaz sem ustvaril najprej majhno podjetje, pa nam je šlo super, ne? In smo se razširili, pa sem investiral, ne? Pa smo to, pa smo pa tretj, ne? Pa ga Pavel Ribič vpraša, ja, kaj boš pa pol, ne? Ko boš to dosegel, kar imaš zdaj. Ja, pa bom pa še razširil ta biznis, ne? Ja, kaj boš pa pol, ne? Ja, pa bom pa še malo bolj razširil, ne? Pa bom imel še več, ne? Ja, kaj boš pa pol, ne? Ja, pa bom imel pa že toliko denarja, da mi ne bo treba več delati, pa bom lahko cel dan ribe lovil. Pa prav Ribič, ja, jaz pa to že zdaj počnem. Ful zanimiv, ker glih prejšnjega gosta, ker sem imel, je isto povedal zgodbo. Ne? Ja. In je res resnična. Ne? V dostih zgodbah v naši zgodovini je ta nauk noter, ne? Da smo že tam, kjer smo. Ne? Sam to si je zelo težko predstavljati, naš moj ego si je zelo težko predstavljati. Ja, to pač ego, ne, človeška požrešnost nima meja. Einstein je sicer rekel malo drugače, da dve stvari sta neskončni, vesolje pa človeška neumnost. Ne. Ampak to je to, ne, človeška ambicija nima meja. Ne. Ja, hočemo boljše življenje, ne? Oziroma mislimo, da bo kaj boljše. Tako, pa polka nekaj dosežeš, pa vidiš, da pravzaprav ne. To se vidi v današnji družbi. Ne? Ljudje, ki so totalno situirani, vse imajo, ne? Mislim, več, očitno preveč, ne? So pa totalno nesrečni. Ne? In velika večina je totalno nesrečnih, v odnosih jim nikakor ne špila, se sovražijo, so zavistni, se jezijo, jih je strah virusa, ne? Pa ne vem česa vse. Ne? Dejansko ne znajo živeti, ne znajo se sprehoditi po gozdu in uživati in reči, jo, koliko je lepo. Ne? Pa pogledati nebo, pa rožsto kakšno. Ne? Ravnajo popolno. Ne? Na nek način, tako kot smo prej ugotovili. Popolno ravnanje, se pravi, ne morejo delati drugače, kot delajo, ker igrajo to igro, katero igra Bog sam sabo, če temu rečejo. Ja. Sej, nobena pot ni napačna. Ne? Tako kot so včasih oziroma še vedno govorijo, vse poti vodijo v Rim. Ne? Dejansko je to mišljeno, vse poti vodijo do Boga. Ne? Nobena pot ni napačna. Ne? Prav vse poti, in to modreci brez izjeme vsi pravijo, ne? Da nihče ne dela nič narobe. Ne? Vsi se pač so na svoji poti, se učijo, ne? In prej ali slej bojo prišli do Boga. Ne? Ampak pač nekateri po uni poti, eni pa po tej. Ne? In zdaj, kjer je pametnejši ali pa kjer je boljši, ne moreš govoriti, ne? Ker najbrž nimajo še takih izkušenj vsi. Ne? Zdaj, če imaš ti 100 življenj za sabo, ne, imaš gotovo več izkušenj kot nekdo, ki je šele začel. Ne. Ja. Recimo. Ne. Tako da vsak rabi večino izkušenj za to, da doseže modrost. Ne.
Ne bom rekel, da so vse nujne, ne? Najbrž niso, ne? Ker se lahko tudi kaj od drugih naučiš, mogoče, ne? Ampak ljudje smo zelo počasni učenci, zelo smo leni, kar se tazga učenja tiče. Ne? Dejansko je veliko lažje biti ovca, ne? Pustiti odgovornost voditeljem pa drugim, ne? Kot prevzeti to odgovornost zase, ne? In odpreti srce in nehati sovražiti in nehati spreminjati in popravljati sveta okoli sebe. To je ta ponižnost, ki je temelj vsake duhovnosti, ne? Da dejansko si rečeš, ne? Ja, kaj sem pa jaz, ne? Kdo sem pa jaz, da bom spreminjal Božji svet?